Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o antičnih Grkih. Prva visoka kultura v grškem svetu se je pojavila okoli leta 2000 pred našim štetjem. Razvila pa se je na Kreti. Na kretsko civilizacijo so močno vplivale kulture iz Egipta in Azije. Iz Egipta so prevzeli pisavo, papirus, njegovi vplivi pa so tudi opazni v arhitekturi in umetnosti, zlasti slikarstvu. Na azijske vplive kaže kultno čaščenje dvojne sekire in božanstev iz maloazijskega prostora. Konec 3. tisočletja pred Kristusom so na Kreto prišli novi prebivalci iz zahoda. Drugače kot staro prebivalstvo, ki je v glavnem kmetovalo, so se ukvarjali z obrtjo in trgovino. Po otoku so postavili palače, iz katerih so plemiči nadzorovali bližnjo okolico. Nobena palača pa ni obvladovala celotnega otoka. Največja in najvplivnejša je stala v Knossosu in v njej je gospodoval legendarni Minos. Palače so bile politična in gospodarska središča življenja na otoku. Ker kretska linearna pisava do danes ni razvozlana, o življenju in razvoju kretske kulture ne vemo veliko. Po ohranjenih predmetih in slikah sklepamo, da je bil življenjski slog sproščen in umirjen. Na upodobitvah prevladujejo prizori mirnega in udobnega vsakdanjega življenja. Kaže, da so imele ženske pomembno vlogo, medtem ko so bile v večini visokih civilizacij odrinjene na rob družbenega dogajanja. Medtem ko so se na Kreti svobodno pojavljale v javnosti in se ukvarjale s športom in vodile verske obrede. Tudi vsa najpomembnejša božanstva, kačja boginja, gospodarica živali, golobja boginja, so bile ženskega spola. Kreta je slovela po kakovostnih rokodelskih izdelkih in razviti trgovini. Cenjena je bila pa tudi kretska keramika, ki so jo izvažali v vsa pomembna kulturna središča, še posebno v Egipt. Bili so mojstri obdelave kovin, zlasti zlata. Najdbe kretskih mer in uteži po vsem Sredozemlju opozarjajo na živahno trgovino. Zdi se, da je Krečanom uspelo za nekaj časa ustvariti pomorski trgovski monopol, ki jim je prenašal velike dobičke. Ker je Kreta na geološko nemirnem območju, so palače večkrat prizadeli potresi. Posebno je bil močan okoli leta 1700 pred Kristusom. Sredi drugega tisočletja pa še izbruh vulkana na sosednjem otoku Teri. Okoli leta 1375 pred Kristusom pa je doživela novo katastrofo. Znanstveniki niso enotnega mnenja o tem, ali je šlo za naravno nesrečo ali tujo invazijo. Po letu 1400 pred Kristusom se je na njej pojavilo več ploščic z linearno pisavo, kar kaže na močan vpliv mikenskih Grkov, ki so najverjetneje zavladali na otoku. Staro prebivalstvo se je umaknilo v hribe, kultura pa je bila v zatonu. Izdelki kretskih obrtnikov se po tem času ne pojavljajo več. V začetku 2. tisočletja pred Kristusom so se v Grčijo začela priseljevati indoevropska plemena, med njimi grška plemena Ahajcev, Joncev, Eolcev in Dorcev. Prihajali so postopoma in se počasi stapljali s starim predindoevropskim prebivalstvom. Ko se je stapljanje končalo, se je izblikovalo staro grško ljudstvo, ki ga je pesnik Homer imenoval Ahajci, včasih pa tudi Danajci. Ko so se razmere ustavile, so okoli leta 1600 pred Kristusom ustanovili več dobro utrjenih mest in držav. Po vplivu in moči so izstopale Mikene. Pomembne države so nastale tudi v Trintu, Pilosu in Jolku. Pod vplivom okoliških visokih civilizacij se je mikenska družba hitro spreminjala. Nad svobodnim prebivalstvom se je izblikoval sloj plemstva, ki si je postavil utrjene palače. Središče plemiškega življenja je bil Megaron. To je bila pravokotna zgradba, kjer so se plemiči zbirali, imeli gostije in zabave. V mikenski kulturi so prevladovale upodobitve spopadov, lova in nasilja. Mikenski vladajoči razred je natančno popisoval premoženje in vodil gospodarsko dokumentacijo. Z birokratskim aparatom in pisavo so imeli vladarji popolno oblast nad prebivalstvom in premoženjem. Ob palačah so postavili delavnice, v katerih so obrtniki različnih strok delali za njihove potrebe. Prebivalstvo, ki se je ukvarjalo s poljedelstvom in živinorejo, pa jim je moralo dajati del dohodka. V mikenski dobi so Grki imeli živahno pomorsko trgovino, mikensko keramiko in druge izdelke. Razvite mikenske obrti so trgovci zanesli do Egipta, Libije in Italije in do obal Črnega morja. Ponekod so ustanovili stalne naselbine, prek katerih so ohranjali trgovinske stike z domovino. Niso pa le izvažali. Z vzhoda in iz Italije so uvažali rude, zlasti kositer, ki pa ga v Grčiji ni bilo. Največji razcvet pa je ahajska pomorska trgovina doživela med 14. in 12. stoletjem pred Kristusom. Mikenci so bili izvrstni gradbeniki. Za mrtve so postavljali močne kupolaste grobnice, med katerimi je bila največja Atrejeva, imenovana po družini Atrejevih.
Atridov, ki so nekoč vladali Mikenam. Mikenska kultura je propadla ob veliki selitvi Dorcev v 12. stoletju pred našim štetjem. Vendar napad dorskih plemen verjetno ni bil edini vzrok za propad nekdaj močnih držav. Eden zadnjih skupnih dosežkov mikenskega sveta naj bi bilo uničenje Troje, ki ga je opel Homer s svojima epoma. Troja je bila oddaljena 6 km od Egejskega morja, na današnjem hribu Hisarlik. Mesto je nastalo v 3. tisočletju pred Kristusom kot utrjeno oporišče. Verjetno je nadzorovala trgovsko pot med Azijo in Evropo in zato obogatela. Na vrhu moči je bila v 2. tisočletju in je spominjala na mikenska mesta. Obdajalo jo je obzidje, v mestu pa je stala trdnjava. Bogato mesto je privlačilo zavojevalce. Pravi izročilo so jo združena grška kraljestva pod vodstvom legendarnega mikenskega kralja Agamenoma napadla in zavzela. Mesto pa se nikoli več ni opomoglo. Po antičnih izračunih se je to zgodilo okoli leta 1184 pred Kristusom, domnevno pa lahko, da že okoli leta 1250 pred Kristusom. Arheologi pa so v mestu izkopali najrazličnejše predmete, ki pričajo o visoko razviti kulturi in številnih stikih z drugim svetom. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.